Svet avtomobilov postaja vse bolj zanimiv. Nekaj časa, recimo dobrih 10 let nazaj, se mi je zdelo, da že vse skupaj postaja bolj ali manj isti kup pleha. Zdaj pa se stvari spreminjajo. In med malčki se mi zdi, da eden še posebej izstopa. To je novi Citroen C3. Poznate še kateri avto, ki ga lahko tule brcate? No, pozabite na kaktus, med temi malimi mislim. In s temi plastičnimi obrobami deluje celo malo terensko. Se vidi, kaj je danes trend. Zunaj deluje precej bolj nebito in s tem naj bi bil bolj všeč moškim kot tisti stari jajčasti C3, čeprav ima sta isto platformo. Ja, oblika je res kul. Enako navduši notranjost. Dobro, ni nujno, da navduši, ampak pač pusti nek vtis. Za nekatere okuse bo preveč oglatih elementov, poglejte recimo zračnike, zaslon, predalčke, volan, celo sedeža sta skoraj pravokotna. Prava mala foteljčka sta, dejansko dovolj udobna in široka, samo več bočne in predvsem ledvene opore bi si zaželel za dolge poti, ker je tukaj premalo. Še ena stvar, ki me je takoj navdušila. Položaj za volanom. Prej me je vedno nekaj motilo, ali je bil volan predaleč, ali je bil preveč položen, tukaj pa je točno tako, kot mora biti. Odlagalna mesta so tudi dokaj uporabna, k sreči je tule guma, da ne bo telefon takoj letel po kabini in na ta ročaj sem se takoj navadil in mi je postal zelo všeč. Evo, Citroen je spet dokazal, da zna oblikovati še kako zanimiv avto, v katerem se odlično počutiš. Dokler se ne zapelješ. Pretiravam, dokler ne postaneš zahteven, tako se bolj pravilno sliši. Za nezahtevne voznike nič ne manjka. Nasprotno, bolj je udoben kot marsikateri malček. Ne samo zaradi za 4-metrski avto kar prostorne kabine, ampak zaradi blaženja. Nastavljeno je tako, da kar se da mehko pobira luknje in da še vedno ne dobite morske bolezni zaradi zibanja. Vseeno pa deluje razglašeno, ko je več lukenj zapored in se zadek ne umiri tako hitro, kot bi se pri kakšnem drugem avtu. Hitro odpeljanih ovinkov ne mara preveč, zato športni navdušenci še vedno iščite pri drugih znamkah. Na volanu je občutek še kar okej, menjalnik je sicer počasen, ampak se ne zatika, čeprav bi bil na avtocesti vesel še ene prestave, ker motor precej ropota pri 130, ko se vrti skoraj 4000 vrtljaji. Ja, motor. 60 kW ima torej 82 konjev. Sliši se zelo malo in tudi je za tiste, ki ste veliko na avtocesti ali se pogosto vozite po hribih. Je treba ves čas držati vsaj nad 3000 vrtljaji, da se normalno premika. Pa tudi poraba zato ni majhna, na testu dobrih 7 litrov. Kdor ima večino poti v in okolici mest, pa bo tudi s tem motorjem čisto zadovoljen in ne bo pogrešal 6. prestave menjalnika. Bolj bo pogrešal gumbe za klimo tukaj, zaradi tega, ker je tale vmesnik preveč počasen. Ima pa tale avto še eno zanimivo stvar, ki je nima noben drug. Tole kamerco tukaj zgorej, ki snema vašo vožnjo in vam lahko zelo prav pride v primeru kakšne nesreče. Ali pa če hočete pač posnetke objaviti na Facebooku. Edino močnejši motor priporočam, če ste pogosto na cestah izven mest, čeprav stane 1400 € več. Tale C3 stane 14830 €, ker ima res veliko opreme in te rdeče dodatke, osnovni C3 pa pod 10.